Pozdravljeni, dobrodošli na še enem poklonu velikanom. Omaž velikanom je projekt, ki ga vodi kulturno-izobraževalno društvo Komadres, zato da po eni strani spodbuja vas k pozornosti do okolja, k empatiji do zelene infrastrukture, po drugi strani daje glas in ga posluša ter širi stroki in pa po tretji strani nekako vzbuja pozornost odločevalcev in tistih, ki ravnajo z našo zeleno infrastrukturo, ter tudi kliče k odgovornosti in boljšim praksam. In prav dobre prakse so tema tokratnega pogovora, to je že tretja okrogla miza ali pravzaprav strokovni posvet na temo dobre prakse negovanja dreves v urbanem okolju. Povabili smo dve arboristki in inženirko hortikulture, vse tri seveda se na različne načine ukvarjajo z ne le drevesi, ampak tudi z drugimi zelenimi površinami in pa varstvom ne le urbanega, ampak okolja nasploh. Z nami so, začenjam na koncu omizja, Daša Jež, inženirka hortikulture, dobrodošla, hvala, da ste z nami. Nataša Dolejši, arboristka, tudi zunanja sodelavka Mestne občine Velenje na področju svetovanja glede nege dreves in zelenih površin, dobrodošla, hvala. In pa Lena Marjon iz podjetja Tisa, vodja arborističnega oddelka z dolgoletno prakso. Hvala, Lena, mi smo se dogovorile, da se bomo tikale, ne? Tako da bomo to tudi tekom tega pogovora prenesle v prakso. Ja, zbrali smo se zato, da predstavimo tiste načine, kako negovati drevesa, da se jim kar se da podaljša življenjska doba. Zelo velikokrat opazimo prakse, ki niso najboljše, zato je dobro, da se ozremo k praksam, ki so dobre in jih spodbujamo in prenašamo glas o tem naprej, torej do tistih, ki odločajo o zeleni infrastrukturi in ki jo potem neposredno negujejo. Zato bi najprej dala besedo Nataši Dolejši. V zadnjem letu, 2 letih je bilo na območju mesta Velenje kar nekaj drugačnih posegov v drevesa, bodisi pri negi, bodisi pri projektih, pri katerih so drevesa posredno ali neposredno vključena. A nam lahko predstavite torej te dobre prakse nege in drugih posegov? V zadnjih letih, tako kot si omenila, ja, smo se v Velenju končno približali temu, da smo lahko izvedli na odraslih drevesih, bom rekla, strokovne posege strani arborista. Zakaj se to ni dogajalo v preteklosti? Preprosto zato, ker nismo imeli še detaljnega recimo pregleda, kaj se z drevesi dogaja. Namreč velenjska drevesa so bila prvič evidentirana pred 15 leti, ampak takrat na njih še nismo opazili, sploh na odraslih drevesih, da bi bili potrebni določeni posegi v smislu, da so drevesa varna za svojo okolico. No, v teh 15 letih pa so nekatera izmed dreves, katerih stanje sem spremljala, pokazala, da bi bilo smiselno v njih narediti določene posege. Gre predvsem za prevezave v krošnji, ki v primeru, da bi se kakšna veja izlomila, ta prevezava zadrži to vejo, da ne pade direktno na tla. V lanskem letu smo naredili tudi en izkop ročen pod koreninami, da z gradbeno mehanizacijo, kjer je bil načrt, da se naredijo v zemlji oziroma položijo cevi za dovod elektrike, za elektromarco, za polnjenje avtomobilov, da se te korenine dejansko so se ohranile v svoji naravni
obliki, torej da jih z gradbeno mehanizacijo niso presekali, se je naredil ročni skop. Trenutno se ukvarjamo z še enim novim pristopom. Imamo v mestu en dvovrh nadbor, ki kaže, da se med vejami v bistvu se je začela malenkostno večati razpoka, zato bomo to mesto sanirali na ta način, da se bo ta debli medsebojno povezali, ne z vrzvjo, ampak z jekleno navojno palico. Kakšna drevesa v bistvu izbiramo, da investiramo v to da občina investira v to vrstne rešitve? Gre za odrasla drevesa in predvsem je poudarek, gre za drevesa, ki imajo še naravne habituse, torej za drevesa, kjer v preteklosti niso bili izvedeni drastični rezi, za drevesa, ki imajo primarno krošnjo, in za drevesa, ki jih je prav zaradi tega vredno negovati, ohranjati in pomagati, da doživijo čim daljšo življenjsko dobo. In ja, to je to. Jaz verjamem, da bo Mestna občina Velenje tudi v bodoče že kaže trend se kaže, da se to strokovne arboristične prakse vedno bolj uporabljajo in verjamem, da bomo s takimi pristopi počasi prišli tudi do seznama dreves, ki jih za nobeno ceno v mestu ne bomo žrtvovali za namen novogradenj, ampak verjamem, da bo občina sprejela neke ukrepe, neke odločitve, katere zdaj tiste zelene površine na dolgi rok ostajajo zelene, katera drevesa so vitalna, zdrava in jih je dejansko potrebno maksimalno čuvati in nadzorovati, kaj se v njihovi neposredni bližini dogaja. Ker si omenila to prevezavo v krošnji, da bi si lažje predstavljali, kaj dejansko to pomeni. Se pravi, so zdaj veje, recimo tiste šibkejše, povezane z močnejšimi, v glavnem, kako to izgleda. Ker če pogledamo gor, drevo nič kaj ni videti. Ja, te v bistvu vrvi se prevezujejo nekje na 2/3 višine drevesa od tal. Odvisno je spet od tehnike, od vrvi, od pristopa. Torej, tle v zadnji je potrebno kar nekaj znanja. Vrvi, s katerimi se prevezujejo krošnje, so posebne vrvi, izdelane prav za ta namen. In potrebno jih je menjati ponavadi na 10 let, mislim, Lena, da imajo življenjsko dobo. Torej, gre spet za to, da ko enkrat prevežemo, ni to za neskončno časa, ampak je tudi te vrvi potrebno pač stanje spremljati in po potrebi menjati. Lena, Marjon, lansko leto, če se ne motim, ja, verjetno smo lahko sledili nečemu, kar so mediji poimenovali neverjetna selitev. 5 odraslih dreves v Ljubljani ste preselili na drugo lokacijo, torej jih presadili. Nekaj, kar se nam zdi skorajda nemogoče. Kako je tak projekt možen? Kaj vse se v ozadju mora zgoditi, da lahko do tega pride? In kako zahtevno, čisto tehnično je to? Ta projekt je bil letos, v januarju. Ja, najprej moramo imeti drevesa, za katere prepoznamo, da jih želimo ohraniti. In pač na tisti površini
je bil načrt za gradnjo nove stanovanjske hiše, se pravi za, mislim, da neprofitna stanovanja. In ker je stanovanjski sklad kot investitor, se je moral pač z mestnim arboristom, ki skrbi za ta drevesa, pač srečati, vprašati tudi oddelek na mestni občini, kakšni so pogoji. In v bistvu je iz stroke kot mestnega arborista prišla pobuda, da bi se drevesa ohranila, da se ne bi odstranila, namreč neizogibno je bilo, da pač če želimo gradnjo izvesti, drevesa morajo iti. Ta ideja je bila podprta iz oddelka, ki skrbi za mestno drevje. Te moramo reči, da to sta dva človeka, sprav ena gospa iz občine, ki ima velik posluh za drevesa, in pa ta strokovnjak iz Voka Snage, ki je pač mestni arborist. To sodelovanje zelo odlično poteka in ker je ona pač tudi podprla to idejo in izrazila, da stanovanjskemu skladu ta predlog, je pač stanovanjski sklad kot investitor, ki se tudi hkrati zaveda, koliko so ta drevesa pomembna, oziroma da to ne gre samo za nek privat interes, ampak gre za to neko javno vrednost, so potem podprli to idejo. Dali so v razpis in pač mi smo se javili, več podjetij se tega ni lotilo, oziroma so rekli, da pač ne grejo to, mi smo pa ta izziv sprejeli. Se pravi, ena cela veriga jajev se mora zgoditi. Tako, ne? Zelo veliko ljudi mora biti zavestnih in prepoznati vrednost odraslega drevesa, tako kot je tudi Nataša povedala. Vrednost odraslega drevesa je neprimerno večja od zasaditev nekega majhnega, ki vprašanje, ali bo postalo odraslo v teh razmerah, ki jih imajo zdaj drevesa v mestih, ko jih sadimo. Učili smo se že v šoli, pred 2 letoma na okrogli mizi pod našim dobom smo se pogovarjali o tem, da sploh drevesa v mestih imajo bistveno bolj razširjen koreninski sistem kot krošnjo. Kako torej se lotiti tega konkretno, a ne tehnično, takega projekta? Za ta projekt je bila pač splet okoliščin tak, da se ga da izvesti. Vsakega drevesa se ne da presaditi, zato ker pač tehnične zahteve za presaditev pač so take, kot so. In če drevesa ne moreš dosti odkopati, zato da vzameš dovolj korenin, potem pač to ne gre. Drevesa ta so rasla v parku, ob 2 metra stran od pločnika ali pa mogoče 3 in mi smo lahko prestavili drevo z večino njegovih korenin. In to je pol tudi naložba, da lahko drevo, ki ga ne pripravljaš na presaditev, da ga lahko pol tudi uspešno raste. Jaz sem jih šla danes pogledat, da lahko iz prve roke povem, izgledajo v redu, listi so se razvili, tudi že dolžinski prerastki so, tako da zdaj jaz mislim, da če vzdrževalci ne bojo zamudili zalivanja, je ta projekt uspešen. So far so good, no? Tako. Hvala, se bom vrnila s pod vprašanji, ampak najprej Daša, ki kar tak nekako, ne samo poklicno, tudi ljubiteljsko obiskuješ mesta, si ogleduješ mestna drevesa, z obrezovanjem tudi sadnjega drevja se ukvarjaš in nekako kot aktivistka si posebno pozorna na temeljitost in učinkovitost njege. Pa smo zdaj slišali presaditve, prevezave, natančni rezi, krošnje, zaščita koreninskega sistema. Kaj še poznamo
kar je sicer verjetno zelo zahtevno, tudi drago, ampak možno. Jaz bi rekla, da že prvi korak je tisti pravo drevo na pravo mesto. In tu že velikrat pogrnemo na tem testu, ali kako bi rekla. Potem je pa drugo redno vzdrževanje. Redno vzdrževanje je v Sloveniji velik problem, ker se drevesa posadi, potem se pa pozabi na njih 20-30 let, ta drevesa zrastejo, včasih prije kak vihar, kaj polomi. To je treba sproti sanirati, ne? In tu mi velikrat zamudimo ali pa tudi narobe porežejo izvajalci del, ne vem, ali je slaba komunikacija, ali je enostavno ni zanimanja tistih odločevalcev, da bi šli na teren, pogledali, kako je dejansko stanje, ker res nekaj je papir, nekaj je pa dejansko stanje na terenu. In jaz vidim marsikatero drevo izmaličeno, pohabljeno, samo zaradi tega razloga, ker raste na napačnem mestu. Pa narobe mislimo, da drevesa prenesajo vse. To ni res, ne? Mi jih ne moramo kar obglaviti, pa misliti, da pač, ker drevo zeleni, da je to, ne? To je treba ljudem malo bolj, tudi zasebni vrtovi, javne površine, vidim, ponavljajo se napake ene in iste, pa ne vem, kje je problem. Ne? Niso dovolj tudi sam ukrepi pol, pa zdravljenje, pač posledice, treba je vzrok poiskati. Ne? Tudi zakaj je treba veje privezovati? Od kje je vzrok? Ali so to že prej oslabele, ali je bolezen, ali je škodljivca, ali je pač drevo, ko se čisti, ne? Ga je treba sproti učistiti, hrasti so taki, ne? No, zakaj je treba veje privezovati? Zato, ker njega v mladosti ni bila ustrezna. No, ne, evo, pa smo spet tam. Rekla ste, da stoji drevo na nepravem mestu, ali pa je drevo tam stalo, pa smo ga premalo upoštevali in smo mu infrastrukturo preblizu pripeljali, tako, in potem imamo težave z poškodbami in drevo je nevarno, ampak drevo je bilo prvo tukaj, ne? Mi smo ga pol poškodovali. Ne? Tudi zaščita, recimo, ko so mlada drevesa, jih je treba primerno zaščititi. Tu vidim ful pomanjkljivosti pri privezovanju, ne? En kov za 5-metrsko drevo, pa navadna vrtnarska vrvica, to ne gre, sploh vihari, pa take vremenske ujme, ko so zdaj vedno pogosteje, veter. In ko se mlada drevesa sidrajo, ne? Mislim, ko se ukoreninjajo, se morajo dobro sidrati, če ne jih polkrat prevrne, pa velikrat nimajo tudi prostora, kam rastiti, ne? Tudi tega ne upoštevamo pri načrtovanju širjenja mest. Drevesa nimajo šans. Drevesa mestna imajo, ne vem, zdaj že menda četrtino pričakovane življenjske dobe, recimo, če bi rastel v primerjavi v gozdu, ne? Ne samo, da ima prijatelje, ko se upira na njih, ampak to je cel sistem. Mikoriza, pa to, v mestu se veliko s tem ne ukvarjamo. Vidim tudi pomanjkanje podrasti, ne? Recimo, podrast tudi ščiti drevesa, mislim, to je cel sistem, pa seveda biodiverziteta. Vrtnarji smo malo tudi opledeni, bom rekla temu po domač, na vrste, na sorte, ampak to ni nujno dobro. Mi rabimo genetsko pestrost, rabimo vrstno pestrost, zato ker s prihodom podnebnih sprememb, škodljivcev, bolezni, se to ful hitro širi, to vidimo zdaj pri pacipresah, preklekih, ena za drugo se sušijo, zdaj prihajajo tudi podlubniki, mislim, vidim veliko problemov na terenu glede borov, pa ne. Center Velenja je poln planinskega rušja, en zraven drugega, mislim, ni nobene vrstne pestrosti. To me skrbi, ker če prije škodljiv, če prije bolezen, zbriše vse. In to ni stabilen sistem. Tako da mi moramo nujno, mi bi mogli že včeraj o tem razmišljati, pa delovati v tej smeri. Tako se pa še kar pogovarjamo, pa debatiramo, žuželke izginjajo. Tudi drevesa, naše evropske vrste so ogrožene. Če pogledate rdečo listo, mislim, da je nazadnje bila posodobljena 2019, pa veliko podatkov manjka, ne, ker jih ni, ker ali ni financ, ne, ni, to ni, tu se ne zasluži veliko denarja z raziskovanjem teh, tako da ja, tu je, nismo glih pripravljeni, tako bom rekla.
Tudi ko vidim, za divje čebele, recimo, ne, v Sloveniji jih imamo skoraj 600 različnih vrst, pa tule v mestu ne vidim, da bi one recimo, pa bi lahko, ker so študije pokazale, da so urbana območja lahko full hotspot za opraševalce. Ampak, če se zagotovi biotsko pestrost, tudi glede rastlin, ne, pa pride živali. A poznaš kako lokalno skupnost, ki res zgledno skrbi za zelene površine, kjer je manj takih primerov, kot si jih zdaj naštevalo? Veš, kaj je problem? Meni se zdi problem. No, dobim tak feedback, ljudi skrbi, da bi izgledala taka površina preveč divje, preveč neurejeno. V bistvu pa tujina veliko dela na tem, mi smo fejst ozadji, pokrivajo vsak centimeter zemlje, pa tudi če je to samo gost šop trave, ker jim je jasno. Ne? Zračna vlažnost, vse skupaj, mislim, mikroklime, vse vidite, poleti beton, segret, nihče ni v mestu, če nisi pod drevesom, tudi streha, ne. Ogromna razlika je med tem. Pa prosim, če se kar vključite, če imate kaj za dodati. Ja, saj smo že v omenjeni okrogli mizi 2 leti nazaj, ne, je v bistvu eden od highlightov bil, da je treba za to, da se drevesu omogoči zdrava odrasla doba, zanj skrbeti od malega in se takrat zelo veliko ukvarjati, narediti nastavke za zdravo funkcionalno krošnjo, ne? Da je potem z odraslim drevesom malo dela. Ampak takrat je recimo sogovornica Tina Trampuš rekla nekaj v smislu tega, da slabo negovano drevo je pač dober biznis za vzdrževalca. Ne? In to, kar govoriš... Ja, tudi pri arboristiki recimo velikrat, ko slišijo o arboristu bo pa drago, pa jim moram razložiti, ne, dražje vas bo stalo, če bo sosed prišel žago, pa boste zdaj imeli pocen, potem imate pa 10-20 let rigoroznega vzdrževanja, zato ker bo drevo pognalo brste, pa bo treba zrečiti krošnjo itd. Ogromne rane, ko jih drevo nikoli ne bo zacelilo, ne, in dejansko vodi v propad drevesa. Tako da ne, arboristi niso dragi, dražje je nevzdrževanje. No in s tem bi se vrnila nazaj na to presaditev ali pa kak primerljivi poseg, no koliko to stane. Ker zelo pogosto, ne, oziroma vedno pravzaprav, se zadeve začnejo ali pa končajo pri denarju. Ne. Lahko govorimo, da je odraslo drevo praktično neprecenljivo, ampak če so stroški, recimo presaditve, taki in taki in taki, ja, bomo pač se odločili, da to drevo ni tako neprecenljivo, običajno. Skratka, koliko stanejo taki resni arboristični posegi? No, vse je odvisno od tega, kakšno drevo je, na kakšen način ga izkopljaš in kam ga zasadiš. Načini so različni, a ne? Tudi kakšno mehanizacijo potrebuješ. Tako da tle oceni ne bi jaz govorila, je pa to bilo cenejše, kot če bi tako drevo kupili. Namreč takega drevesa sploh ni moč naložiti na kamion in ga prepeljati, kjer ga bi pač lahko kupili. Naprimer, kupiš lahko drevo, ki ga spravaš na kamion, zato da je pač transport brez posebnih zahtev. Sprav, kamion je 12 metrov dolg, širin je 2,5 metra. Ta drevesa so bila sicer po dolžini bi lahko šla na kamion, ampak po širini krošnje pa ne. Te krošnje se ne bi dali tako prevezati. Čim pa tako drevo začneš obrezovati, pa zgubi svojo obliko in svojo lepoto. In to je vrednost tega, da mi drevesa presajamo, da dobiš drevo, ki ima naravno razraslo krošnjo. Če kupaš tako drevo, 10-12 metrov visoko ali pa 11, kot ga še lahko pretransportiraš,
je to drevo redno rezano in ožano. V drevesnicah praviloma ne izvajajo arborističnega obrezovanja, ampak to kar malo potolčejo. Ne. Tako da te krošnje ta drevesa ni nujno, da so zelo lepa, tako stara. Tako da vsekakor ocenite, ne moramo govoriti, a je to zdaj predrago. Vrednost takih dreves je neprecenljiva, bi jaz lahko rekla. No? Zato, ker takoj upravljajo svojo vlogo v prostoru, so prilagojena na to klimo, so naša, lahko je neko drugo vrednost imajo, zakaj je bilo to drevo zasajeno. Presajena je bila tudi, naprimer, osamosvojitvena lipa smo že presadili, če veste, je bila včasih na trgu Republike, zdaj je v sosednjem parku. To je pač neko pomembnejše drevo, ki investiraš vanga, zato ker ga želiš ohraniti. Ne želiš kupiti novega in zasaditi druge zgodbe. Ne. Kaj mislite, kaj bi se moglo zgoditi, da taki posebej sploh ne bi bili potrebni? Recimo Nataša, ponovno se referiram na prejšnjo okroglo mizo, razlagala, da leta 2008 pri izdelavi katastra, da si že pri približno polovici dreves opazila nego, ki je manj primerna, ki torej, ne vem, preveč zmanjšane krošnje, pregrobi rezi in podobno. Leta 2008. Vse, kar si ti omenila, Daša, kar praviš, Lena, skratka, kdaj bomo začeli urbano okolje urejati na način, da do takih konfliktov med zeleno in drugo infrastrukturo sploh ne bo prihajalo, da bomo res premislili, katero drevo kam, da ga bomo res negovali od zasaditve naprej, da nam ne bo nikoli v napoto. Kaj bi se moglo zgoditi? Najprej za obrazložitev. Kataster mestnega drevja v mestni občini Velenje, ki se je izvedel leta 2008, je zajel drevesa, ki rastejo na zemljišču mestne občine Velenje in na zemljiščih velikokrat večkratnih etažnih lastnikov. To pomeni, da v okolici blokov je del zemljišča velikokrat v lasti stanovalcev, nekje pa meja, ki meji na občinsko zemljišče. Jaz sem že takrat sklepala, da glede na to, da je Velenje mlado mesto, da je bilo mesto zgrajeno z udarniškim delom, je marsikje se ta udarniški duh pokazal tudi v tem, da so stanovalci sami od nekod prinesli sadiko in jo posadili. In že takrat je bilo kar izraženo, da bo v bližnji prihodnosti, če že ni, bilo kar veliko situacij, kjer je nastal konflikt med drevesom in zgradbo, zaradi sajenja preblizu objektov. Marsikdo, ko posadi mlado drevo, ne pomisli, kakšne dimenzije lahko to drevo doseže v odrasli dobi. In zaradi teh konfliktov, ko so veje preblizu objekta, so velikokrat tudi občani sami reševali na način, da so pač krajšali veje, žal pa pri izvajalcu ni bilo pravega znanja, kako se to čim bolj ustrezno naredi. In po 15 letih smo naredili ponovni pregled stanja dreves v Velenju in ugotovili smo, da v samem centru mesta dejansko se številčnost dreves manjša, se pa zasaditve dogajajo bolj na obrobjih in
Tako da izguba drevesnega fonda ni tako velika. Veliko občanov pa meni tudi reče, ja, sej včasih je bilo Velenje v centru bolj zeleno. Ja, s časoma je potrebno sprejeti odločitev, kaj narediti pri drevesih, ki so posajena preblizu objektov. Namreč Mestna občina Velenje je vpeljala zelo, sistem, ki se ga upravniki blokov v glavnem držijo. To pomeni, da vsako situacijo, ki se nanaša na drevesa v bližini blokov in jo želijo stanovalci rešiti, za vsako situacijo občina prejme vlogo. Na osnovi te vloge komisija na terenu pregleda situacijo in potem se napiše mnenje. Zdaj, če je drevo na zemljišču vsakokratnih etažnih lastnikov, lahko stanovalci to mnenje upoštevajo, lahko pa ne, ker je drevo njihovo. In imajo vso pravico, konec koncev, da če ga želijo podreti, da ga podrejo. Ni vzvoda, nima pravica občina odrejati, kaj lahko, ali je treba drevo na zemljišču vsakokratnih etažnih lastnikov obdržati. Imamo pa, kot si dejala, že od leta 2008 približno polovico dreves, pri katerih nega ali pa izvedba rezi ni bila strokovna, in zaradi tega so ta drevesa zdaj, ko imajo na teh reznih ploskvah šapaste poganke in veje, ki se z leti lahko medsebojno odrivajo, izlamljajo, ker so slabše fiksirane v osnovo, opravka z potencialno nevarnimi drevesi. Tudi velikokrat zahtevamo ali pa damo priporočilo, naj se stanovalci vsi podpišejo, da se strinjajo z nekim ukrepom, če gre recimo v vlogi strani upravnika, da se drevo odstrani. Pa vedno odkrito rečeno, malo računamo na to, da niso vsi složni, da imamo v blokih ljudi, ki bi se priklenili na drevo, da se ga ne bi odstranilo, imamo v istem bloku ljudi, ki bi brezčutno odstranili določeno drevo. Jaz kot zunanja svetovalka moram vedno gledati objektivno. Jaz gledam, kje drevo raste, kakšna je njegova vitalnost, če so problem žužki, kakor se zdaj že imamo vloge, da je preveč platanove čipkarke. V jesenskem času je bilo polno rjavega liparja lani v Velenju. Ljudje pritiskajo, da je treba platane na Fojtovi recimo odstraniti, zato ker je preveč čipkarke. In ta pritisk se vrši že 20 let, kolikor jaz vem. Pa jih skozi prepričujemo, da bomo probali postrgati ljubje, mehanično omejevati te žužke. Zime so žal take, ko so, razen tista, ko je včeraj usekala. Torej tudi zimske razmere, številčnost določenih populacij več ne zmanjšujejo. Ljudje pa v mestu bi imeli senco takrat, ko je sonce, bi imeli ne drevo pred oknom takrat, ko zastira svetlobo v samem stanovanju. Vsi bi imeli lepe in zdrava drevesa, ampak brez žužkov, brez bolezni, ampak to ne gre. Okolje tudi v mestu je živo in se stvari pač, včasih se kakšna bolezen bolj izrazi, včasih se kak žužek bolj namnoži. Najbolj se pa meni zdijo neumne zahteve v smislu, ko hodimo na oglede, zato ker v jesenskem času občanom gre na živce, ko je toliko listja za pometati. Ali pa, ko jim mašijo pač vse iglice ali listje,
te prezračevalne kanale v avtomobilih. Ali pa jim gre na živce, ko od okrasnih sliv padajo dol plodovi in tudi ko grejo v klasično pralnico avtomobila, tistega fleka ne dobijo dol, morajo dati ne vem koliko polirati in v glavnem stroški. Občina dobiva tudi zahteve, da mora plačati čiščenje žlebov, zato ker je listje zamašilo same žlebove. Po eni strani kot arboristka, pa kot človek razumem te stiske ljudi, ki pač pošiljajo te prošnje, ampak včasih se mi zdijo določene zahteve čist neupravičene. Mislim, v veliko primerih sem prepričana, da da drevo veliko več pozitivnih učinkov v svojem okolju, kakor je tistih, ne vem, en mesec, ko je treba pometati listje. Ja. Jaz vidim pač premalo ozaveščenosti o tem, o delovanju ne samo dreves, njihov pomenu, tudi biotska pestrost, pa vse skupaj kako vpliva. Jaz dobim dostikrat prijem na teren, pa me sprašujejo, če imajo plesen na drevesu, pa so lišaji. Lišaji. Ne poznamo jih, ogromno, tudi žuželk ne poznamo, strah imamo pred njimi. Čeprav platanova čipkarka je invazivna, tujerodna vrsta, tudi pri tem smo zelo mislim, ne vem, kakšne so številke, koliko dejansko sredstev vlagamo v to, ampak da se robinje umet imenuje akacije umet, to ni prav, ker je robinja, je tudi invazivna, tujerodna, čeprav zdaj že naturalizirana, ampak mi smo jo prinesli, mi bi mogli odstranjevati takale rastline, recimo japonski dresnik, pa jesen, pa ni, da nimamo takih, ko izpodrivajo naše vrste, in bi bilo treba veliko več narediti v tej smeri. Ja, no, vprašanje je bilo, kaj narediti, da takih problemov ne bi bilo. Ne? Vsekakor je visoka zavest pri urbanizmu in pri načrtovanju, pri dolgoročnem načrtovanju in potem te načrte tudi upoštevati. In pa visoka zavest odločevalcev, da ko imajo nek drevored, da imajo nek park, da tisti park tudi ohranijo. Hišo je lažje podreti pa na novo zgraditi, kot vzpostaviti en velik park, ki ga pa vsi rabimo. Tistih nekaj hiš ali pa nekaj stanovanj pa uporablja dosti manj ljudi. Tako da jaz mislim, da ozaveščenost vseh nas tudi zdaj tudi raste in ljudje zahtevajo in tudi rabijo zelene površine in če to odločevalci prepoznajo, bo za drevesa ali pa za kjerkoli zelene površine več prostora. In to, kar ste rekla, da se zelo majhnimi koraki zelo veliko narediti, da vnesemo to zelenje. Tu pa tam se kakšen trikotnik namen, ni nujno, da drevesu, lahko samo živi meji. Ravno kar je bil končan projekt Mreže za prostor in Inštituta za politiko prostora, izdali so eno brošuro in pa tudi ki je, povem zato, ker je na internetu, lahko pogledate, in pa tudi daje pobudo za ohranimo žive meje. Sprav, ne živo mejo kot strogo rezano obliko zelenja. Pa ne sem lovorikovc, prosim. Tako, ampak gre za nek del zelenja, ki ga ohranjamo, ki izginja. Včasih so bile žive meje nekaj, kar je omejevalo parcele, lahko so pa to samo neki majhni zeleni kotički, ki jih lahko v mestu zelo hitro veliko najdemo. Samo malo betona je treba dati stran ali pa asfalta,
pa to vzpostaviti. A ne. Pa tudi manj košnje, recimo, tudi to je tak minimalen ukrep. Sam ljudje, pravim, ne, pa gre, ne parimo nos, ko imajo mogoče malo več besede pri tem, pa ja, tole treba pokositi. Da se zelo enostavno rešiti, narediti kompromis, recimo se naredijo potke ali pa se pokosijo samo robovi, pa že lep zgleda, tiste par rastlin naj raste za čebele, za metulje, ker je stanje je alarmantno. To ne vidite samo na vetrobranskih, če ste že vi to opazili, pol je že res hudo. Ljudje, ki to desetletja preučujejo, so že fejst jezni verjetno na vse nas, ker če gledamo v filmih, nam bo jasno prepozno. Narava ima sposobnost obnavljanja, ja, to je res, ampak mi lahko zelo pomagamo pri tem, pa tudi pri tem, da se ne bo mogla. No? Ker imam recimo planetarne zmožnosti, pa to, če ste že slišali za ta izraz, mi smo jih presegli že zdavnaj in to je vsako leto slabše. Ne bo šlo v nedogled, ne gre, ne more. In zato je vsaka zelena površina dragocena. Ne? Tudi ne samo dreves, mislim, cel ekosistem lahko ustvari, tudi trajnice, recimo, ko se pri nas ne uporabljajo toliko, bi se mogle več. Tudi stroškovno, ne? Če sediš vsako leto, 3-krat na let enoletnice ali pa posadiš trajnice, ki tam rastejo desetletje. Samo je pa treba za njih pravilno skrbeti in tu smo spet pri vzdrževalcih. In tu vidim ogromno napak, mislim, sploh ni izobražen kader, pa imamo vrtnarje, imamo dobre vrtnarje, samo mi smo tudi zgleda predragi ali pa ne pridemo zraven, ker ja, komunalni delavci, nimam nič proti njim, ampak bi bilo fajn pa, če se jih izobrazi. Pa mogoče potem, če nimajo posluha, če nekdo od odločevalcev oziroma nadzornikov vidi, da se dogaja take stvari še naprej, recimo obglavljanje pa to, ko se jim izrecno pove, pokaže, da ne, se pač izvajalca ne, najame drugega. Ne, sankcionira pokliče k odgovornosti. Tega ni, ne, recimo vsaj ne vem. Ja, bilo bi ceneje manj kositi, bilo bi ceneje manj obrazovati te žive meje kockaste, a ne bi bilo? No. Pravilno, torej ne do tal vsako leto porezati. Tudi grmovnice se zna pravilno obrazovati, pa tudi imaš pa tudi prostorastoče in ja, oblikovane žive meje. Primerno prostoru, sadiš vrste, oziroma pač odvisno, za kaj se gre. No, to bi rada razvila par let nazaj, ampak res nedavno smo lahko v Zgornjem parku, v Sončnem parku opazovali res grobe reze grmovnic, ko sem neki štrcli, so ostali, sploh niso ozeleneli tisto sezono, ne vem, kako zdaj izgledajo. Kako se lahko to zgodi ob vseh dokumentih, aktih, prostorskih načrtih, teh zadevah, ki narekujejo skrb, ob vseh komisijah, navodilih, verjetno tudi nekem nadzoru in tako naprej, no in še vedno lahko pride do takega grobega reza. Gledam tebe, Nataša, zato ker vem, da si udeležena v teh procesih. Ne? Sama sem bila udeležena pri pripravi pravilnika, kako se negujejo javne zelene površine v Mestni občini Velenje. Ta pravilnik je bil podlaga tudi pri razpisu za podeljevanje koncesije. Občina se je pač odločila, da je izbrala enega izmed ponudnikov. Težava je v tem, da sami izvajalci nimajo dovolj znanja. Velikokrat že občani pozovejo, bi rekla indirektno, izvajalce, da je potrebno ravnati drugače. Tak primer je bil letos v Sončnem parku, ko so krajani Stare vasi postavili plakat zraven španskega bezga z opozorilom, prosim, ne ga rezati, zato ker ta španski bezeg že vrsto let ni cvetel. Ne samo, da razumem, da marsikdo ne zna pravilno pristopiti k negi drevja, ker vem, da se o tem nismo učili ne v srednji šoli,
Jaz sem agronom, ne na fakulteti, jaz sem se z arboristiko srečala v podiplomskem študiju. Vem, da imajo nekaj teh vsebin arborističnih v šolskem programu gozdarji, ampak večina gozdarjev potem opravlja svoje delo v gozdu. Zelo manjše število gozdarjev je urbanih arboristov ali pa mestnih arboristov. Ampak kljub temu, da širimo neko zavedanje in znanje, kakšni so boljši pristopi k negi, mogoče šef od izvajalca še ve, ampak on svojo podrejeno ekipo pošlje na teren za izvedbo del in se ponavljajo napake. Jaz vem, da pred 20 leti recimo, mislim, da je bila koncesija razpisana za 3 ali pa za 5 let, zdaj se je že drugič razpisala za 10 let. In nekajkrat smo že na občini, lahko poimenujem Simon Ogrizek, Saša Pjano, pa jaz, apelirali na odločevalce, prav recimo primer je Sončni park, da se ne smejo tam grmovnice, ki imajo dovolj prostora, da se prosto rastejo in izražajo, rezati na oblikovane oblike, na pol metra višine, pa na neke kugle ali kocke ali pač neke prisiljene oblike. Jaz mislim, da je na strani občine, to tudi jaz članicam komisije, kjer sem noter kdaj tako navržen, če občina enkrat ne bo plačala izvedbe nekih del, se bo koncesionar zelo hitro naučil, kaj je prav in kaj je narobe. In res sem prepričana, da je denar žal edini ključ do tega, da se začne izvajati pač boljša nega. Ali se pa jemlje to pohabljanje kot namerna povzročitev škode, ne? To je tako, da bi nekdo šel iz dolg časa drevo uničevati. Ne. Lena, mogoče iz Ljubljane kakšna izkušnja, tam so zelo dodelani ti sistemi, ki nekako postavljajo merila, kdo, na kak način, kdaj, katera drevesa in tako naprej, ali so tam tudi poti do, se pravi, spremljanja posegov in klicanja k odgovornosti, kaj bolj utečena. Kakšne so prakse? Zdaj, za drevesa težko rečem, ker podjetje TISA vzdržuje drevesa, s katerega jaz prihajam. Ampak lahko pa rečem, da ko sem začela delo na TISI, smo bili mi veliki kritik Mestne občine Ljubljana, kako obrezuje drevesa. Potem smo dobivali vedno več priložnosti, da smo drevesa tu pa tam lahko obrezali, kar je bilo velika razlika. A smo krošnjo pustili, zrezali nekaj vej, ali kot izvajalec, ki je pa naredil toteme iz dreves. V tem času se je tudi zavest ljudi spreminjala. Mislim, da je tudi tle enako, da vedno manj ljudi je zahtevali te take drastične posege. Zdaj zadnjih 15 let, 16 že mi obrezujemo mestno drevje in mislim, da smo z zgledom pokazali, da kaj je pravilna nega. Še vedno se najde ljudje, ki reče, da smo premalo porezali. So pa ljudje, ki nas kritizirajo, da smo preveč porezali. Tako da nikoli ne morejo biti vsi zadovoljni. Stroka je jasno, dokaj jasno zapiše, kaj je pravilno in kaj ne. Je pa res, da lahko gresta 2 arborista na drevo in bosta vseeno drugače obrezala drevo.
Tako da to ni ene svete resnice, vsekakor pa velja manj je več. Tako da, če odrežeš tanko vejo, se to lahko, škoda ni velika, debelejšo vejo, ko odrežeš večjo in bolj dolgoročno škodo za drevo narediš. V kazenski politiki težko rečem karkoli, ne. Vsekakor pa mislim, da morajo biti in odločevalci in izvajalci dovolj izobraženi in ozaveščeni, da lahko potem vsi skupaj vodijo eno tako strokovno politiko in na koncu tudi izvedbo. Bomo šli k občinstvu, vašim vprašanjem, samo še en krog in potem slovo od našega spletnega občinstva. Ko smo se pogovarjali po telefonu, si upozorila, da morajo biti že projekti, torej zdaj govorimo o teh infrastrukturnih zadevah, gradbeni projekti ali pa kjerkoli drugi morajo predvideti bodi si zasaditve, bodi si kako ravnati z drevesom, drugo zeleno infrastrukturo na sami lokaciji. V glavnem, zanima me, kako takrat, ko imamo konflikt med zeleno in drugo infrastrukturo, ravnati od samega začetka, da bomo delali v prid zeleni. Najprej moramo imeti podporo lastnika, se pravi občine. Če občina želi neko infrastrukturo, hkrati pa želi tudi, da se drevo ohranja, je to marsikdaj možno izvesti pač z višjimi stroški. Ravnokar imamo zdaj en primer, ko se bo drevored večkrat prekopal, zato da se bo lahko objekt priključil na vse talne vode. Občina je jasno rekla, da pač drevored se varuje. Moja naloga kot arborista pa je, da dam izvajalcu navodila, kako to izvesti. Ne kako izvesti, ampak da mu pomagam pri tem. Da mu dam omejitve. Omejitve bodo, da bojo pod drevesi kopali. To se pravi, na globini 80 cm, do globine 80 cm, ker vem, da so tam večina korenin, ne bojo smeli posegati, pač pa bojo spod kopali zelenico, da bojo lahko tisto cev, pa je to lahko plinovod ali pa telekomunikacije, da bojo to cev lahko pod koreninami položili in objekt priklopili na te talne vode. To je en od načinov, zdaj ta investitor bo imel zaradi tega večje stroške, ne. Ampak, če bi pa gledali, koliko pa Ljubljana bi izgubila, da bi teh 10 odraslih dreves odstranili in zamenjali, investitor bi z veseljem nove plačal, ampak vrednost teh odraslih dreves je pa neprimerno večja, zato je prav, da pač ali investitor ali pa lastnik investirata v dražje izkope, ki pa tudi v končni fazi niso toliko dražji, kakor bi stali poseg in nova zasaditev. Tako da, če hočemo v denarju. Je pa tako, da se mora miselnost malo spremeniti. Vedno rešitve so. Potrebno je, da je tisti, ki odloča, tisti, ki nadzoruje gradnjo, da sta zato, da to take malo drugačne rešitve podpreta. Čim gradbeni nadzor ni za to, čim gradbeni nadzor potegne z investitorjem, ne z arboristom, ko se bo arborist obrnil, se bo zadeva opravila, se zasula in pač korenine bojo poškodovane in videli se pa to ne bo več. Težava nastane potem lahko čez 5, 10, 15 let, ko se tako drevo poruši. Nadziramo ga pa arboristi in potem bomo mi tisti, ki smo slabo nadzirali drevesa oziroma slabo spremljali. Težava je pa v tem, da je bilo drevo poškodovano pri gradbenih posegih. Ampak, kot rečeno, zelo veliko tehničnih rešitev je, ko lahko in infrastruktura se izvede in drevo ohranimo, ali pa ga res minimalno poškodujemo pri tem.
Kot rečeno, zbrali smo se zato, da govorimo o dobrih praksah, ker je evidentno, da vodijo v daljšo življenjsko dobo dreves. Pri lanskem vetrolomu, potem si celo pisala o tem, smo kar nekaj dreves v mestu izgubili. Večina teh dreves je bila precej načeta iz raznih razlogov, tudi zaradi neprimernih rastišč, neprimerne nege in takih in drugačnih posegov. Glede na to, da zdaj že kar nekaj let zares spremljaš mestna drevesa, kakšno je aktualno stanje, recimo tle nekje res v središču mesta, kako jim kaj gre? Ja, kot sem že prej dejala, dejansko v samem središču mesta številčnost dreves upada in so se pa izvedle v zadnjih letih nove zasaditve, predvsem drevoredne zasaditve, naprimer ob kolesarskih poteh, pa ne nazadnje tudi zasaditev v parku Vista je stara manj kot 10 let. Torej, nove zasaditve se iz mesta, iz samega centra mesta odmikajo. Je pa, mislim, da zelo pomembno, dejansko v samem mestu težko najdemo veliko ustreznih mest za nove zasaditve. Vzrok je sledeč: ali ni zemljišče od Mestne občine Velenje, ali pa v mestu imamo po tleh polno nekih podzemnih kanalov, vodov, in če upoštevamo, da je potrebno drevo zasaditi dovolj od stavbe in dovolj od teh podzemnih inštalacij, da pri njihovem popravilu ne bomo posegali v neposreden koreninski sistem drevesa, potem hitro pridemo do ugotovitve, da prav veliko mest, kjer bi lahko v samem mestu še drevesa sadili, ni. Če bi jaz dobila zdajle nalogo, da moram v mestu posaditi, določiti, dobila sem to nalogo, namreč 200 dreves, sem najprej iskala tiste pozicije v obstoječih drevoredih, kjer so recimo škrbine oziroma je kako drevo vmes omagalo, opešalo. Hitro sem dala predlog, da ob cesti na Velenjski grad, ko imamo drevored na levi in desni strani divjih kostanjev, in so že kar nekateri kritični, že kar malo nevarni zaradi svojih izvotlitev in nepravilno izvedene nege v preteklosti, da se naredi z večjim odmikom od ceste na tem travniku, kjer so posajene jablane, en drevored, rečemo 45 divjih kostanjev kot nadomestni drevored. Hkrati je treba takoj pomisliti na to, da se bo verjetno tista cesta enkrat širila, da se bodo avtomobili lažje srečevali in je ta, bom rekla, idejni umik od roba cestišča še toliko bolj tehtno treba premisliti in določiti. Predvsem je pa važno, da vemo, da je v zadnjih 15 letih med drevesi v mestu, ki jih ni več, bilo ogromno dreves, ko so bila takrat mlada. To pomeni, da ali ne znamo v Velenju dobro pripraviti zemljine, ki bi omogočala kvalitetno funkcioniranje in razrast korenin, ali pa že dejansko čutimo vplive podnebnih sprememb. Torej, mlada drevesa se težko spopadajo z stresnimi situacijami v mestu in ni nujno, da kljub vzdrževanju, kljub negi, da bodo dočakale odraslo dobo. Prav iz tega razloga je še toliko bolj pomembno, da zdrava odrasla drevesa za vsako ceno ohranjamo, ker tista pa že delajo, a ne? In nam že dajo svoje koristi.
Velikokrat opažam tudi, da mogoče tudi sama kvaliteta sadike, torej drevesa, ki se sadijo na javno površino, da sadika ni kvalitetna. Veliko drevesnih vrst je takih, ki rabijo ki je za njih značilno, da imajo en vrh. To pomeni deblo, od vznožja drevesa do vrha je ena glavna linija. Veliko sadik, ki se sadijo tudi v Velenju, so večvrhnate in te kot mlade niso problem, kot stare so pa lahko potem problemi. In tudi slabše kvalitete sadik se da vzgojiti v dobro drevesno konstrukcijo, ampak to nego moraš izvajati pravilno in že v mladosti, tako kot je Daša rekla. V mladosti odločamo v prvih letih, prvih 15 letih rasti lahko mi s pravimi prijemi pomagamo drevesu, da naredi kompaktn, stabilen habitus in da se potem mi z njim ne bomo ukvarjali do njegovega 60. 80. leta in bomo šele takrat potem začeli recimo z odstranjevanjem določenih odmrlih vej, ko pač v starostjo tudi drevo pri drevesu kakva veja umaga. Tudi globina sajenja je včasih problematična. Tako da to so vsi, bom rekla, majhni dejavniki, ki na koncu lahko prinesejo do tega, da na isto mesto koncesionar povečkrat sadi neko drevo, zato ker ga po 3-5 letih umaga. Predvsem pa podlaga. Če vemo, da je zelo priporočljivo, da ima eno drevo, rečemo 16 kubikov kvalitetne, dobre zemlje in če mu to ne damo, bo zaraslo do neke, tako kot imamo zdaj tlele javorje na Cankarjevi cesti, nasprot Mladinske knjige. Verjetno ste vsi opazili, da jim peša vitalnost. Ja, zato, ker podlage niso imeli dobre. Drevo je zraslo do te velikosti, kakršno vidimo zdaj, ampak ker v tleh nima dovolj hranil, dovolj kvalitetne zemlje, je začelo odreagirati na ta način, da se večji del ali določene veje ali pa tretjina krošnje recimo, da je že suhe. Poleg tega pri teh drevesih je tudi tisto, kar je že mogoče tudi Daša prej omenila. Pri teh drevesih imamo od spodaj cvetlično gredo. Ene par je trajnic, drugo so vse enoletnice, dvoletnice. Kakor vam je Lena povedala, do globine 80 cm, do globine 30 cm je 75% korenin dreves. In če mi vsako leto kopljemo, da tiste sadike tam noter rož sedevamo, so toliko poškodovali koreninski sistem, da je drevo zdaj umagalo. Ne more več. In ni več prijema, s katerimi bi te mrtve veje oživeli. Jaz bi sam še dodala to, da ni vse v številčnosti, koliko dreves smo mi zasadili, ampak je v pokrovnosti. To občina lahko zelo hitro dobi ta podatek in sicer kakšna je pokrovnost površine z drevesnimi krošnjami. Zdaj v parkih je večja, tam, ko imamo parkirišča, je pa zelo majhna, sploh, ker dovolimo, da se sadijo na parkirišča kroglasti javori, ki ne pokrijejo kaj dosti parkirišča. So bili pa z namenom zasajeni tam, da senčijo parkirišča. Zdaj me pa zanima, ali ste odločevalci pripravljeni žrtvovati vsako 4. parkirno mesto za zasaditev enega drevesa. Odkopati 4 parkirna mesta, pripraviti rastne razmere, 3 parkirna mesta zapreti in zasaditi na 4. drevo, ki bo imelo v tleh dobre rastne razmere. Namreč drevesa rabijo prostor tako nad zemljo, kar mi to vidimo v obliki njegove krošnje, pa še to režemo zaradi infrastrukture,
rabijo pa dovolj prostora v tleh. In s temi podnebnimi spremembami, ki se zdaj dogajajo, je to edina njihova varovalka, da če bojo imela v tleh dovolj prostora, bojo lahko dobro ukoreninjena in lahko bojo imela dovolj hranil in, kar je najbolj pomembno, tla bojo zadržala dovolj vode, kar je dobro za nas, da ta voda hitro ne uteka, hkrati pa to dobro za drevo, da imate noter neke rezerve, da v kriznih situacijah se ne izsuši prehitro. Ena stvar je pa sam še, odločiti se moramo, za koliko časa sadimo drevesa. 16 kubikov se sliši zelo veliko, ampak je to za srednje veliko drevo. 30, 40, 70 kubikov pa lahko dobimo eno nekaj stoletno drevo. A smo pripravljeni toliko kubikov prostora v tleh dati samo drevesu, zato da bojo zanamci čez 200 let mogoče imeli eno mogočno drevo? Torej, lahko se odločimo, da nek drevored sadimo za 10 let. In tak drevored, to so drevoredi, ki so ob cestah, ker imajo zelo, zelo malo rastnega prostora, čeprav mi zdaj mislimo, da jih sadimo za dalj časa. Sprav, več, ko bomo drevesu dali v tleh prostora, več let ga bomo tudi imeli. Preden se obrnemo k vam, še Daša, nekako za zaključek uradnega dela in kot najmlajšo članico omizja, bi te rada vprašala, v čem vidiš upanje? Ne samo v kontekstu mestne, zelene infrastrukture, ampak v enem takem zares globalnem kontekstu, ker si se v svojih prispevkih zelo veliko referirala na velike težave, v katerih je naše naravno okolje. V čem je upanje? Je takole, ko delam z mladimi ljudmi, dobim velikrat nazaj občutek, da so že malo obupani, da so že malo apatični, ker malo že vejo, kaj jih čaka, pa da niso oni krivi, da niso te okolja spravili do te točke, pa bojo mogli oni pol popravljati, se jim ne zdi fair. Mogli bi se mi, mogoče ja, naša generacija, vaše generacije, res malo vprašati, kakšne so naše prioritete, pa se pa tega držati, ne pozabiti na to, ko boste dobili, ne vem, anketo, če rabite nov nakupovalno, novo trgovino, tak 100 metrov stran od hiše. Tu moramo mi prvo porihtati, kaj nam je najbolj važno. In zdaj v luči podnebnih sprememb, pa tega, kar prihaja, sploh v mestih se to že čuti, recimo v Žalcu že čutimo, tudi na novo urejen trg, prej je bil pokritost s krošnjami je bila prej ogromna, zdaj sadimo, oziroma so sadili globosume, torej te javorje, ki nikoli ne bodo naredili ogromne krošnje in to se pozna, ljudje se ne družijo več, recimo poleti je mesto prazno, mesto duhov, noben se noče peč tam na tistem betonu, tudi na sladoled ne, ker pod Marelo že vemo, ni tako fajn kot pod drevesom. Vidim pa upanje v tem, da smo danes tu, da se pogovarjamo, čeprav pogovarjanja je dovolj, zdaj že vemo veliko stvari, zdaj je čas, se pravim, že včeraj bi bil čas, da začnemo. Poslušamo stroko, ko nam to paše, je neposlušano, ko nam ne paše, to ni prav. Tudi občine, ki izdajajo, naloge arboristom, pa dobijo odgovor, ko ga nočejo slišati, pa ga preslišijo, pa delajo pa svoje, tako je rekla Lena, naredijo za hrbtom določene stvari. To ni lepo, ni fair, predvsem do ljudi, ki živijo tu, dihajo s temi drevesi, s tem mestom. Vidim upanje mogoče tu, da je občina bolj transparentna, tu bi rada malo bolj, oziroma odločevalci malo bolj transparentno sprejemali, malo več javnost upoštevali, da ne bi bila vsaka hruška posajena udarniško problem, kako bi temu rekla. Ja, mora biti pravo drevo na pravo mesto, ampak treba je ljudi poslušati. Ne samo tiste, ko bi radi imeli obrezan kaj, pa ne imeti listja, ampak tudi take, ko bi radi malo bolj divje, malo bolj džunglasto, ne vem, ko bi radi v tej smeri delovali v luči podnebnih sprememb.
pa seveda tega, da ne pripeljemo do nečesa, ko pa ne bomo mogli iti nazaj. Ker ko enkrat degradiramo določeno površino, ko zabetoniramo, ja, lahko razbijemo, ampak nikoli več ne bo isto, ne. Tako da razmišljati res naprej 50 let, ja, zelo težko, smo vseeno ljudje, pa hitro se spreminja vse skupaj, ampak prioritete so tiste. Tako da tu vidim upanje, če nam bo prioriteta to, če bomo močni, bomo glasni, skupaj, nas bojo mogli slišati, ne, ni druga. Hvala, Daša Jež, hvala magistrica Nataša Dolejši, hvala doktorica Lena Marjon, hvala vam, da ste si to okroglo mizo, ta posvet ogledali, mu prisluhnili, kako ga povzeti. Žanjamo, kar sejemo. Kar smo sejali včeraj, bo pač zraslo, kakor bo, zato je pomembno, da razmišljamo, kaj bomo posejali danes. Upanje. Sejmo upanje. Hvala in srečno.